Drage gledalke, dragi gledalci, pred nami je nova oddaja Moč poslovne podpore in tokrat je z mano Valerija Bižič, vodja sprejemne in glavne pisarne v Viba Filmu. Draga Valerija, povej mi, kaj tebi predstavlja pojem moč poslovne podpore? Ja, mi poslovne sekretarke smo srce organizacije, ki pomaga vodstvu, tako vodstvu, kot v celotni organizaciji, da dobro delamo. Valerija, najlepša hvala in se gledamo. Kdo v resnici stoji v zaledju velikih zgodb? V oddaji Moč poslovne podpore razkrivamo nevidno silo, ki poganja sisteme, od dinamičnih filmskih setov in protokola javne uprave do hitrega gospodarstva. Spoznajte poklic, ki ni le služba, ampak srce ekipe in temelj zaupanja. Stopite v svet, kjer se vrhunska organizacija sreča s srčnostjo. Dobrodošli v oddaji Moč poslovne podpore. Današnja oddaja nas popelje v svet, kjer se umetnost in organizacija srečata, v filmski svet. Za kamerami, lučmi in scenariji stoji natančnost, potrpežljivost in človečnost tistih, ki skrbijo, da produkcija teče. Ena takšnih oseb je tudi moja današnja gosta. Valerija Bižič, dolgoletna vodja glavne in sprejemne pisarne pri Viba Filmu. S svojo mirnostjo in predanostjo in izjemnim občutkom za ljudi že več kot 30 let skrbi, da ustvarjalnost dobi strukturo in da delo poteka s profesionalno eleganco. Je tudi prejemnica priznanja ADMA odličnost leta 2025, kar potrjuje, da svoje delo upravlja z izjemnim občutkom za ljudi in za kakovost. Valerija, lepo pozdravljena v oddaji Moč poslovne podpore. Dober dan. Povej mi, kdo je Valerija v poslovnem svetu osebno, koga predstavlja? Valerija na Viba Filmu predstavlja Valerijo tako v poslovnem, kot v zasebnem svetu. Poznajo me, včasih sem dobre volje, včasih slabe, kakšen točno ve, ko pridem na Vibo, ali sem dobre volje, že ko stopim v prostor, ne, že vejo, aha, danes se bomo držali malo stran od tajništva, ne, in pač treba se prilagajati, sodelovati in tako. Na Viba Filmu si že več kot 30 letja. Si takrat predstavljala pred dobrimi 30 leti, da bo tvoja pot se tam začela in da se bo v bistvu tudi toliko časa nadaljevala? Ne, nikakor si nisem tega predstavljala. Takrat sem začela pač falirati študent kemije, ne, teta rekla, ne bom te gledala doma, bež na Viba Film, tam direktor rabi nekoga, ki bo urejal arhiv, tako da sem se ukvarjala od začetka z arhivom. In potem so vse tajnice, ki so bile s tem direktorjem, ne, so odhajale, jaz sem postala, ne, ker meni so rekli, ti posluši, kar direktor reče, to mora biti, ne. Direktor je Boki batina, ne, za Vibo in jaz sem ostala, tako nisem si pa nikakor mislila, da bom 30 let na Vibi ali pa recimo mogoče, da bom dočakala pokoj pa šla iz Vibe v pokoj, ne, ko vsi rečejo, je toliko služb, pa moraš vmes zamenjati, ne, jaz pa še zmeraj na Vibi, ne. Ja, pravijo na 5 let, nekako je znano, ne. Kaj pa je tebe gnalo k temu, da si ostajala, da si našla izzive? Meni je bilo fajn delati v tem filmskem svetu. Res, da delam v tajništvu Viba Filma, ne delam v produkcijah, ne, ampak bila sem zraven, kadar se kakšen film snemal ali pa če so me povabili, smo šli gledati, kako se film snema in to. In ne vem, zbereš neko skupino ljudi, ki ostane z njimi prijatelj, ne, in pol pač ostaneš, ne, in leta grejo, ne. Res pa je, da mi vsakih 5 let potem zamenjajo direktorja, tako da se morava spet navajati en na drugega, ne. Se pravi, je v bistvu tako, kot da bi začenjala znova. Tako. Z novim direktorjem, z novimi izzivi. Kaj te pa je skozi ta 30-letje najbolj oblikovalo, tako osebno, kot tudi pri ljudeh, pri delu z ljudmi? Sigurno sem se navadila biti bolj potrpežljiva. Včasih je boljš, da narediš 2 koraka nazaj, pa prešteješ do 10, ker včasih jaz sem ponovadi vedno rekla, končno, kakšenkrat me je prehitela pamet pred jezikom, ker ponovadi je vedno bil jezik tisti ta prvi, ne. Tako da, ja, pa zmeraj sem imela tudi take dobre direktorje, tako da sem se tudi z njimi zastopila, ne, in da vsakič, ko vsak direktor, ki odhaja, meni je bilo grozno hudo, ne. Pa sem rekla, okej, gremo naprej, ne, sej. Se pravi, si tudi z vsakim izmed direktorjem, sodelavcev navezala nekak
stik, ki je Ja. bil več kot samo poslovni, ampak tudi prijateljski. Ja, prijateljski, bolj osebni. Zdaj, odvisen, koliko ti direktor pusti blizu, ne. Sem imela direktorje, ki smo se vikali, zdaj trenutno imam direktorja, s kateri se tikava in je super, da sodelujeva. Delo v filmskem okolju je seveda pestro, ne? Tehnologija se spreminja. Skozi 30 let si verjetno opazila predvsem ta tehnični napredek. Pa si mogoče v tem času kdaj pomislila tudi na svojo umetniško žilico, te kdaj zamikalo, da bi mogoče se bolj posvetila tudi kakšni vlogi v kakšnem filmu oziroma produkciji? Ja, imela sem to srečo, v produkciji, da bi delala, ne, to mi je bilo čisto preveč dinamično, kakor sem imela jaz delo v tajništvu. Sem pa imela to srečo, mogoče tudi zato, ker delam na Vibi, da so me povabili, da sem igrala poslovno sekretarko v enem slovenskem filmu, ja. Odlično. Tako. Čeprav sem takrat mislila, da se hecajo, ne, ampak vseeno so rekli, ja, boš, no ja, itak sem rekla, da bom, ne. Tako, se pravi, si združila tako tajniško, Tako. poslovno podporo kot Tako. podir, ne, se pravi, to je še en dodaten, kako bi rekli temu, delovni dan, ne, delovna izkušnja. Povej mi, kako pa, ko smo že ravno pri tem delu, kako pa poteka tvoj delovni dan, tipičen delovni dan? Ja, jaz se pripeljem iz Vipave, je že to zdaj, kakršne razmere so na cestah, traja 1,5 ure, včasih je bilo to, jaz sem rekla, zmeri 40 minut plus 80 evrov kazni, ne. Ampak pridem na Vibo, pač pride za mano hmal direktor, kava, se zmenimo, kaj imamo na programu in se začne, ne, delo. Tako v bistvu, jaz pravim, z vsakim direktorjem tudi se mi zdi, da rastem, ne. In z vsakim direktorjem so nove naloge, zdaj s tem se mi zdi, da je dosti več nalog, sem rekla, ne vem, kaj smo prej počeli, zdaj je res. Katere pa so te tvoje delovne naloge? Katera področja Od obsegajo? organizacije, kadrovskih evidenc, dejansko pri nas na Vibi nas je samo 12 zaposlenih, tako da pač pokrivamo, tudi če gre finančnica na dopust, jo delno nadomeščam, ne, če je kadrovske zadeve so vse v mojih rokah, no, tako. Se pravi, pokrivaš tako računovodstvo, kadrovsko službo, Recimo, ja. deklica v enem, ki mora poznati različna področja. Si bila kdaj na kakšni življenjski prelomnici, ko si razmišljala, da pa mogoče to delo ni več zate in si razmišljala, da zamenjaš delovno mesto oziroma da nadaljuješ v kakšni drugi smeri? Ja, je bilo pred leti, je bilo, ko sem, ne vem, kaj me je prijelo, imela sem nek slab dan in sem rekla, da bom malo gledala delovna mesta in sem si celo zbrala administrator v zdravstvu. To se meni zdelo tako fascinantno pri dohtarju, ne. Sem rekla, mogoče bom to, ne, ampak to je spet javni sektor, pogledala sem plačo, ne, pa sem rekla, vseeno se na Vibi tako dobro zastopimo, da pač to ne bi šla, ne. Kaj pa, ko se tvoj delovnik konča? Ko se je delovnik končala, pol spet v avto, 1,5 ure do doma, vmes še kakšen telefonski pogovor, pol pa glede na to, da imam doma 2 najstnika, ne, plus 21-letnik, ne, je pol še delo doma. Moraš biti in potrpežljiv in organizator in miriti jih moraš. Tako. Kaj pa čas zate? Kako se boriš z vsakodnevnim tempom, stresom, kako obvladuješ? Pač pred 2 leti sem zbolela in takrat sem videla, da moram narediti en prestop, reči, zdaj je pa dovolj, se moram navaditi tudi jaz reči ne. Ne, da sem vedno jaz tista ta prva, ki še reče, rabiš to, rabiš ono, jaz, ja, bom jaz naredila. Tako da hodim na sprehode in tako, hodim na izobraževanja, to mene prav dvigne. Ja. Se pravi, sprehodi, narava, tako in potem Da se malo obvladuješ umiriš, nekako ta ja. stres. Omenila si družino, tudi malo težjo življenjsko preizkušnjo z zdravjem. Se ti zdi, da ti je ta preizkušnja dala potem nek navdih oziroma neko moč, da sedaj bolj poskrbiš zase, Ja. tako v službi kot tudi v privatnem življenju? Ja, ker takrat sem videla, ne, sicer me je direktor klicaril, ne, kar naenkrat sem ostala doma, ne, in potem me je klicaril in pa, ko je videl, da mi podaljšuje bolniško, je rekel, ojoj, nekaj je pa res narobe, ne. Ampak jaz vseeno, ko sem hodila pač na onkološki, sem šla vedno tudi na Vibo jih pogledati, ne, dejansko sem jih pustila brez vsega, ne, sem rekla, glejte, vi lahko mene še zmeraj pokličete, ne, saj
ne ležim, ne, tako. Se pravi, deklica, dosegljiva, ves čas s srcem pri Žal, podjetju. ja, ne vem, meni je to sem od vsakega direktorja nekaj sem pobrala in to se mi zdi, da mi je tisto prav ostalo, da jaz tudi, ko grem na dopust, ne grem, sicer ne vem kam, zmeri rečem, če kaj rabite, me pokličite. Ne vem. Tako. Najlepša hvala, Valerija. Zopet, dragi gledalci, drage gledalke, se vrnemo čez nekaj trenutkov, ko nadaljujeva najin pogovor z Valerijo. Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo Moč poslovne podpore, kjer je z nami moja izjemna gostja Valerija Bižič iz Viba filma. Valerija, kako bi opisala svoje dosedanje delo, vloga v poslovnem svetu, kot tudi potem v svetu širše? Si redna udeleženka tudi kongresov ADMA, letos si prejela prestižno priznanje ADMA odličnost leta. To je verjetno vse to tvoje delo, ki si ga v 3 desetletjih vložila na Viba filmu, nekje se je pokazalo, upala si se izpostaviti, kaj ti to pomeni? To je zame bil en velik izziv, ne, ker jaz sem za to testiranje, za to nagrado, ne, jaz sem to naredila že pred leti, ne, in že takrat se mi zdelo, sem rekla, pol sama pri sebi, ne, čak se ne moš tako izpostavljati, ne. Ampak zdaj sem pa kar naredila, ne, in bilo je uspešno, povabili so me na razgovor in na koncu jaz sem zmagala, ne. In mislim, to je bil zame en tak izziv, sem bila ponosna, jaz sem tisti dan hodila po Vibi, kada sem prejela Nobelovo nagrado, ne. In mislim, da to je pač z leti, v teh 30 letih se je toliko veliko stvari spremenilo in sem si tudi jaz, recimo, upala, ne, se spreminjati z vsakim direktorjem, da tako rečem, ne. In pač na koncu si upaš, pač si moraš upati, ne. Si se za prijavo odločila sama ali te je kdo spodbudil? Je bila to odločitev, ki je trajala dalj časa? Ja, to je bilo tako vsakič, ko se mi je odprl Outlook, je bilo prijavite se, ma ne, sem rekla, ne bom, ne. Pol je pa enkrat direktor šel prej, nobenega ni bilo več na Vibi, sem rekla, nič, zdaj bom pa jaz naredila, da vidim ta test, ne, in pač sem ga naredila, ne, tako da sem sama, pa sem bila tiho, ne. Sem rekla, ne bom nobenemu v službi povedala, da sem se pač testirala za to nagrado, ne. Čeprav potem, ko sem dobila od organizatorja, da sem zmagovalka, ne, ko sem pač v službi povedala, ne, mi je ena kolegica rekla, se to je čisto brez veze, ne. Pa se je tvoje delo oziroma življenje po prejemu te nagrade bistveno spremenilo? Ma prav bistveno ne, zdi se mi pa tako, da sem to nagrado bolj tako izkoristila, da sem na dostih izobraževanjih, ne. Imam zdaj, hvala Bogu, direktorja, ki daje veliko na izobraževanje zaposlenih, ne. In mogoče imam tudi to srečo, da nas je samo 12 in da sem edina jaz v administraciji. Tako da si kar pogledam pač ta seminarji, ki so, in moram reči, da letos sem bila kar na velikih, tako da sem to nagrado kar dobro si vnovčila, no. Tako, in ti verjetno tudi predstavlja v tistih težkih dneh na delovnem mestu, da pogledaš in da si rečeš, nekaj sem dosegla. Ja, nekaj, ja. Kaj pa ti pri tvojem delu predstavlja največ izzivov in kaj te najbolj motivira? Največ izzivov? Ja, to, da se moram vsakih 5 let ali pa še včasih prej navaditi na novo vodstvo. Pač karakteri smo si različni in naučila sem se si pač bolj potrpežljiv. Ta filmski svet je tak dinamičen, ne. Skozi se nekaj dogaja, to hočejo od danes do jutri, hočejo nekaj, kar bi najraje imeli že včeraj, ne. Tako da pač to sem se navadila, tudi te hitrosti, ne, in tako. A kljub temu, da delamo, da si nekje v osrčju podjetja, je poslovna podpora zelo pogosto tista nevidna. Kako ti poskrbiš, da je vseeno vidna? Mene je videti, pa tudi slišati. Ja, s svojim delom, ne. Vsi na Vibi vejo, ali pa tudi zunanji, ki pridejo, če kdo kaj ve za nazaj, recimo, ko 30 let je vse ena doba, ne, gremo vprašati Valerijo, ne, in to mi je tudi tako všeč, da vejo, ne, da je na Vibi nekdo, ki ve neke stare stvari, ne, recimo tudi, ne.
da tudi s tem poskrbim, recimo tudi vsakega direktorja, pač ga moraš ti nase navaditi, pač tudi povedati, kaj je bilo kaj nazaj, ne, tako. Se pravi, si tudi zakladnica znanja. Recimo. Tako. Povej mi, je v preteklih letih tvojega dela, si bila kdaj postavljena pred kakšen izziv, ki je bil ključen tudi za nadaljevanje oziroma za stabilnost podjetja? Mogoče kakšen projekt, ki je bil ključen? Mi na Vibi nismo imeli nobenih, tako zdaj bomo imeli drugo leto 70 let Vibe, ne? In imamo zdaj kar dosti problemov s tem, da dobimo še stare dokumente, to se še da dobiti, ne? Ampak ljudi pa že malo težji, ne? Tako da se mi zdi, da to bo eden od malo večjih projektov, ki bomo mogli v naslednjem letu speljati in upam, da nam bo tudi uspelo. Tako, če pogledaš pa še nazaj, mogoče na to preteklo 30-letje, je kakšen trenutek, ki bi ga lahko izpostavila, tako da bi rekla, wow, to je bil ta dan, ta trenutek, seveda, kar smo omenili, poleg prejema nagrade, poslovna odličnost, ADMA odličnost leta. Je še kaj takega, kar se je zgodilo v podjetju in da se res tiče tiste poslovne podpore? Recimo, Viba film je bil, jaz, ki sem prišla na Vibo, je bila Viba v likvidaciji, ne? In potem sem s likvidacijskim upraviteljem zelo dobro sodelovala, on je tudi potem postal prvi direktor. Tako da z njim sva pol sodelovala pri tem, da rečem tako, pri ustanovitvi potem filmskega studija, ne. Tako da to je bilo 20-30 let nazaj skoraj. Tako, se pravi so neki trenutki, neki ključni trenutki, ko vidimo, da nevidna delovna sila je tudi zelo vidna in zelo pomembna v podjetju. Sploh pa ne tiha, ne, ker meni je direktor rekel, ko sem bila na enem izobraževanju, tiha podpora, je rekel, pri nas je vse drugo, samo tiha. Samo tiha, ne. Omenili sva že, da se redno izobražuješ. Na katerih področjih vse skrbiš za izobraževanja? Komunikacija, organizacija, na koncu je tudi malo zase. Mogoče več javnega nastopanja bi recimo tako. Recimo bi lahko izpostavila mogoče tudi kakšno bolj konkretno šolanje. Zasledila sem namreč, da zaključuješ tudi študij. Jaz zaključujem pa 3. letnik na Visoki upravni šoli, tako da upam, da mi bo uspelo, no. Še pred penzijo. Tako, se pravi, za znanje, izobraževanje nisi nikoli prestar. Ja, jaz tudi mislim, da ne. Treba se izobraževati ves čas svoje kariere in to te tudi pelje naprej. Povej mi še, si mogoče v vseh teh letih in z vsemi temi menjavami direktorjev ohranila tudi kakšen bolj osebni stik s katerim od preteklih? Ja, eden od direktorjev pač, zato ker je tudi filmar, pa me pride vedno pozdraviti, ko pride na Vibo. Enega direktorja imam tudi zelo blizu, je v Novi Gorici, ampak zbiram pogum, da ga pokličem. Te je mogoče kateri izmed direktorjev želel vzeti tudi potem kasneje s sabo na kakšno drugo delovno mesto, v drugo podjetje? To ne, mi je pa eden od direktorjev rekel, če bom kadarkoli ga rabila, da ne ga kar pokličem, no, tako da. Recimo. Pravi, si ohranjala ves čas stik, se pravi dober stik, dobre medsebojne odnose. Kako pa z ostalimi sodelavci? Skozi leta ste se širili, verjetno je tudi kakšna širitev oziroma povečanje števila v prihodnosti. Pa mogoče kako bi to vse skupaj povezala tudi z današnjim časom, z filmsko industrijo. Vemo, da prihajajo različne nove tehnologije, družbena omrežja. Se ti zdi, da bo poklic v podjetju še vedno živel? Jaz mislim, da ja, umetna inteligenca nas sigurno ne bo povozila, čeprav baje obstajajo tudi že filmi, ki jih dela umetna inteligenca. Jaz ga še videla nisem, no. Je pa res, da se tudi tehnologija tako hitro spreminja, da recimo tisto, kar si že včeraj imel, je danes že čisto drugo, ne. In tako tudi v tehničnem delu, mislim v tehničnem sektorju, ne, kakor pač tudi pri nas v tajništvu oziroma v upravi, ne. Kako se pa ti soočaš z napredkom tehnologije, z novimi digitalnimi orodji? Ti to predstavlja izziv, težavo ali nekaj, kar ti daje priložnost, da ti pomaga? Mi daje priložnost. Mislim, ni me strah nič probati, tako da jaz sem sicer dobro snemala, jih najbrž ne bi, ne, ampak
tehnologija, ni problema. Saj, če se kaj pokvari, imam sodelavca, rečem, da je tam ti popravili, jaz tega pa ne znam, ne. Ampak drugače vse znam prilagoditi, no, tako. Tudi mislim, da moramo iti v korak s časom, ne, tako. Tako, korak s časom in s tehnologijo. Se pravi, tebi ne predstavlja izziv, tako da ponavadi je bolj konkretno problem v posameznikih, ki težko grejo naprej. Ti, ker se hitro učiš in hitro obvladuješ stvari, se nekako ves čas soočaš s tem in tudi nadgrajuješ svoje znanje verjetno z teh področji. Tako. Si mogoče v zadnjem času obiskala kakšno izobraževanje, konkretno z digitalne tehnologije, ki bi ti prišlo prav na delovnem mestu v prihodnosti? Jaz mislim, da imamo na vseh teh izobraževanjih, ki sem bila, imamo kar dosti tega, da nam predstavljajo tudi te umetne inteligence in te zadeve, tako da mislim, da ja. No, Valerija, najlepša hvala. Sedaj bomo zopet naredili kratek premor in se zopet vidimo čez nekaj trenutkov. Drage gledalke in dragi gledalci, pozdravljeni zopet nazaj v oddaji Moč poslovne podpore, kjer gostim izjemno Valerijo Bežič iz Viba filma. Valerija, kako vidiš razvoj poslovne podpore tudi v prihodnje, v prihodnjih letih? Zelo hitro se spreminja. Če zdaj pomislim, ko sem jaz začela, pa zdaj je 100%, mislim 360% drugačne. In mislim, da se bo vedno bolj spreminjal, ne. Da tajnice, mislim, saj ne vem, če sploh obstaja naziv tajnica, ne. Zdaj smo poslovne sekretarke, smo podpora, nismo več niti tista tajnica, kuhaš kavo, ne. Ampak imaš svoje delo, direktor svoje, tako da mislim, da to se bo kar fajn spremenilo v prihodnosti. Kako pa vidiš recimo konkretno ta poklic v javni upravi in v gospodarstvu? Se bo razlikoval, bo prišlo tukaj mogoče do še večjih razlik? Mislim. Kakšnih? Po moje, da ja, zato ker javni sektor je tak tok, ne. V gospodarstvu je tudi vse tako bolj razgibano, več imajo stvari, kakor ima naš javni sektor, ne, in bojo mogli tudi v javnem sektorju nekaj narediti, da bojo zadeve začele teči malo bolj tekoče, ne, da ti, ne vem, danes smo mi dobili en dopis, da moramo ene zadeve v 2 dneh sporočiti nazaj na ministrstvo, mislim. Moš ti to danes do jutri delati v javnem sektorju, ne, in to se dogaja, ne. Se pravi, dolgotrajni postopki, Ja. ki za sabo vzamejo tudi potem tvoje delovne naloge. Kako pa vidiš razvoj poklica nasploh? Se ti zdi, da mladi, da si želijo delati v tem poklicu, da vidijo prihodnost? Ja, zdaj je odvisno, recimo pri nas na Vibi, ja, super, ne. Jaz mislim, da tudi mladi si morajo upati, ne, sploh te, ki se odločajo, da bi delali v administraciji, si morajo upati, se morajo izobraževati, morajo vedeti, ne vem, ali hočeš delati, izpolnjevati se na komunikacijskem področju ali pa tudi na organizacijskem, ne. Vse to moraš dati v en skupek in potem rata ena, jaz rečem, dobra tajnica. Zdaj, če pogledava, ne, v šolstvu, program poslovni sekretar je skozi leta nekako vpis padal. Kaj bi ti predlagala nekomu, ki se odloča za vpis na to področje, v to šolo in vidi prihodnost v tem poklicu? Naj si upa, naj sprašuje, naj si zastavi cilje, ker brez tega ne bo, ne. Se pravi, na mladih je potencial, Ja. včasih rabijo malo več spodbude. Si mogoče skozi preteklo delo kdaj bila mentorica kakšni mlademu dekletu oziroma fantu, ki se je videl v tem? Mentorica ne, smo imeli pa iz, mislim, da srednje medijske šole, so hodili na prakso, recimo, pa je vsak oddelek na Vibi je pač temu dijaku povedal, kaj pač počne in tako. Zdaj, ko si omenila, da zaključuješ tudi študij, povej mi, glede na to, da v bistvu imaš že 3 desetletja za sabo, pred tabo je še nekaj let, se ti zdi, da ti bo to prineslo vseeno neko bolj osebno zadovoljstvo ali tudi tvoji ekipi nekaj več? Osebno zadovoljstvo, ja, ker se rada izobražujem, ne.
Pa tudi na webi, jaz sem rekla, nikoli ne veš, mogoče bom pa tik pred zdajci pa službo zamenjala, ne, pa bo res nekaj pomenil, da bom imela še eno dodatno izobrazbo, ne. Tako. Omenili smo že pri prejšnjih vprašanjih umetno inteligenco. Umetna inteligenca prihaja z neustavljivo hitrostjo, bi lahko rekli, med nas v vse segmente. Kako vidiš umetno inteligenco pri poslovni podpori? Jaz pravim, umetna inteligenca, ja, da ti neka pomoč, ampak vse nekje v mejah normale, ne. Kot pomoč pa ja, ne, mislim, fajn je, da narediš en dopis na hitro, ne, pa če nimaš recimo tega, kar ti slovnično pregleduje, ne, pač naredi umetna inteligenca svoje, vsem ti pol pogledaš, ne vržeš to kar tako ven. Mislim pa, da bomo kar, no, mislim, zdaj, če si upaš to uporabljati, ne, pa je pa tako nekje v mejah razuma, no. Se pravi, umetna inteligenca je lahko pomočnik, Lahko. ne more pa nadomestiti poslovne podpore. Absolutno. Zakaj ne? Kaj se ti zdi, da so tiste ključne stvari, ki jih odraža dobra poslovna podpora? Ja, smo žive, smo čuteče, imamo svojo osebnost, imamo karakter, kar umetna inteligenca nima. Ne, recimo, jaz sem rekla, to je ena škatla tam, ki mi daje ven podatke, ne, ona ne bo jokala z mano, ne, ona se ne bo smejala z mano, ne. Čeprav takrat, kaj napišem, pa rečem hvala, ne, pa mi pošlje nazaj, da še drugič, ne, tako. Tako. Se pravi, občasna uporaba umetne inteligence, ki pa nikoli ne bo nadomestila tistih osebnih značilnosti, ki jih ima poslovna podpora, se pravi, tega, da lahko v trenutku nekaj naredimo, se prilagodimo, da preberemo sodelavce, posameznike, ne, in znamo tudi ustrezno odreagirati. Kako je pa tvoja vizija za prihodnost? Nekaj let je še pred tabo. Kaj je tisto, kar boš še počela, kako se boš izobraževala, razvijala, verjetno boš ostala v pogonu vse do konca, glede na to, kaj smo danes izvedeli? Ja, po moje, da ja, ne, rekli so mi še 2 direktorja, pa greš v pokoj, ne, to sem jaz mislil, okej, ne, ampak ko pomisliš, ne, to je še 10 let, ne. Jaz upam, da bom imela zmeraj direktorje tako, da bojo razumeli, da se rada izobražujem in da bom hodila na seminarje, ne. Da že s tem tudi rasteš, osebno rasteš, ne, mislim, ker jaz si ne znam predstavljati, kakšna sodelavka reče, joj, ko mi čakam, da grem v pokoj. Halo, kaj boš pa delal v penziji? Ja. Sem rekla, jaz si bom že pogledala tiste fakultete za 3. življenjsko obdobje, ne, pač greš v druge smeri, ne. Tako. Kako pa vidiš recimo tiste tipične aktivnosti, ki so jih včasih izvajale tajnice oziroma delovne naloge, se pravi tudi kuhanje kave, se ti zdi, da bo to z leti popolnoma zamrlo? Pač vemo, da danes poslovna podpora je daleč več od tega kot samo kuhanje kave, oglašanje telefon, pisanje dopisov. Se ti zdi, da bo vseeno pa določene stvari ostale ključni segment v tem poklicu? Zdaj, odvisno, ne, kakšnega imaš direktorja, ne. Jaz sem do zdaj vsakega direktorja najprej navadila na kavomat. Tule je, tako se prižge, tako se da kavo skuhati, če slučajno mene ne bo, ne. Ampak in zdajšnji direktor si to dela sam, ne, je rekel, lej, ti imaš zadosti drugega dela, ne boš zdaj kavo kuhala, ne. Mislim pa, da nekje so pa lahko mogoče še podjetja, ki je tako kava pa, ampak mislim, da to izumira tako počasi, da gre, ne. Tako. Da ni to več tista ta glavna podpora, da rečeš tako. Kje pa vidiš ključno razliko v delu poslovne podpore v manjšem podjetju in recimo v neki veliki korporaciji? Ja, jaz mislim, da v manjšem, recimo Viba je manjše podjetje, ne, smo lahko bolj povezani med sabo, kot v tistih večjih, ne. Sicer, kakšen prav, jaz ne hodim v službo zato, da bom imel prijatelje, ne, ampak vseeno se mi zdi, da je dosti bolj tako čutno, če si v manjšem podjetju, pač veš za vsakega vse tako, kakor v teh večjih korporacijah, ki so, ne. Tudi bolj osebno si lahko res, tudi s kakšen si lahko prijatelj, ne, tako. Povezano je celo podjetje, vsaj pri nas vidim, smo vsi kot eno, recimo. Se pravi, sama si ne predstavljaš verjetno dela v veliki korporaciji. Ja, najbrž, da za veliko. težko. Najbrž, da težko.
To bi pa po mojem na moja leta se zdaj kar težko prilagodila, čeprav pravim, da se moraš pač cel življenje si nekaj prilagajaš in vse, ampak mislim, da to bi mi bil pa zelo velik izziv, da bi zdaj se odločila, ne vem, je to neko grozno veliko podjetje. Ne. Tudi potem, ko recimo se tvoja delovna doba izteče, se uspešno upokojiš, razmišljaš, da bi vseeno ohranila stik in mogoče kakšno delo vseeno opravila še za trenutno delovno mesto? Verjetno, da ja. Jaz mislim, da jaz, ko bom odšla, mislim, si ne znam tega niti predstavljati, ne, da bom nekoč odšla, ne. Ampak ja, ker meni mora biti, skozi se mi mora nekaj dogajati, tako da po moje, da ja, vprašanje lahko pa niti ne bom šla v penzijo, bom podaljšala še manj. Tako, se pravi, tvoja prihodnost je še zelo odprta. Ja, čisto. Ja, za tabo je lepa delovna doba, lepe izkušnje, veliko novih znanj, ves čas se izobražuješ, dopolnjuješ, res odražaš tisto moč poslovne podpore. Za zaključek nam še povej, kaj pa tebi predstavlja moč poslovne podpore? Kaj razumeš pod tem in kaj bi sporočila našim gledalcem? Moč poslovne podpore, jaz pravim tako, da si upaš, da stojiš za svojimi besedami, da znaš kdaj reči tudi ne, da stopiš nazaj. To jaz ponavadi preštejem do 10, pa potem rečem, kar je treba, ne. Tako. Valerija, najlepša hvala, da si z nami delila to tvojo izjemno življenjsko zgodbo, ki je dolga že dobra 30 letja, obsega veliko prilagajanja, novih znanj, tehnoloških napredkov, digitalnih znanj. Najlepša hvala, ker si bila moja gostja. Hvala za povabilo. Hvala, ker ste bili z nami v oddaji Moč poslovne podpore. Danes smo dokazali, da za vsakim uspehom stoji ekipa in za vsako ekipo nekdo, ki zna povezovati, poslušati in iskati rešitve. Poslovna podpora ni v ozadju, ampak v središču dogajanja. Do prihodnjič ostanite navdihnjeni in ponosni na to, kar počnete.